Ste prišli v takem številu, kaj dopoldne idemo, da so službe in je malo težko. In da smo se zmenili, da bomo delili kulturo, kot to dostikrat počnemo v drugem razredu. In smo se zmenili, da za tak dan moramo biti lepi, da ne smemo biti v trenirki. In ko sem prišla ob 8. v razred, so me pričakali vsi kahmašni. Ma ne samo to, medtem ko me ni bilo, tistih 10 minut, so si dali vloge in so se predstavili, tako da so me nasmejali že zjutraj. Tako da veste, da v razredu imamo Trumpa in imamo Melanie. So si sami dali vloge. Dobro, malo za hec, malo za uvod. Mi smo veliko mislili na vas, dosti smo vadili. Učili smo se govoriti na glas in razločno in z nasmehom na obrazu, da jih vidim. Če dajo ustne kotičke gor, znajo. In zdaj bom nehala govoriti in bom predala besedo mojim otrokom, ker iz njihovih ust so to še prav posebne besede. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Izvedel sem, da imajo v nekem mestu danes medvedji šolo. To izgleda tako, da otroci učijo svoje medvedke, kot v knjigi o Pigiju Jakobu. Če jo poznate, marsikaj bojo medvedi slišali, videli in spoznali. Verjamem, da boste slišali, videli in spoznali. Veliko zanimivega tudi vi. Veš, medvedek, danes se bomo igrala šolo. V šolo hodimo zato, da se kaj naučimo. Danes bomo slišala marsikaj o slovenskem kulturnem prazniku. Za ta dan se zapoje himna. Pri njej mirno stojimo, roke lahko položimo na srce in če je pred nami zastava, jo spet gledamo. Po himni nikdar ne ploskamo, pa poskusiva. Himna je pesem kot simbol in počastitev nečesa. Mi imamo šolsko himno. Radi jo prepevamo, ker govorijo o prijateljstvu. S prijatelji je vse lepše. Tudi prepevanje šolske himne. Čas
domačem kraju, ampak pri svojemu stricu v Ribnici. V šoli je bil najboljši učenec, zato so ga zapisali v zlato knjigo. Na naši šoli nimamo zlate knjige, se pa kljub temu trudimo, da bi bili zlati učenci. Radi se učimo in veliko so se že naučili, tudi ljudskega plesa, obistran odtočku je mlin. Pozorno gled, da si boš zapolnil korake. Menda je bil dobrega srca. Otroci so ga oboževali, zanje je imel pripravljen rdeč mošnjiček s krajcarji in polne žepe sladkih fig. Zato so ga imenovali Dr. Fig. Fige so bile posušene in zelo sladke. Morda so se sušile na soncu. Sonce nam prinaša energijo, svetlobo, toploto. Sonce nam prinaša veselje do življenja in veselje do gibanja na svežem zraku. Morda je sonce navdihovalo tudi Franceta Prešerna, ko je pisal pesmi in iskal rime. Zapojva pesem o sončku.
Drugače pa imamo koračnico, štejemo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zingule, tangule, tronic, svetlor, zvijezde odeva.
sem bi lepo zahvalila, bilo je čudovito. Vem, da v šoli še in še takih stvari imate, ampak kar ste danes nam pripravili, bilo res enkrat. Upamo, da je bilo kratko in sladko. Super. In če nam bo uspelo, pripravljamo v mesecu maju eno večjo zadevo, ma ne ostane presenečenje, vi sam držite pesti, da nam uspe. Tako,